cari amici, nuova musica dalla Koala Voce. Smo Koala Voice. Poslušate Radioaktivno. Late for the Party skupine Koala Voice z albuma Auf Wiedersehen, Domen pa z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav, že. Če bi rekli italijansko, kot v tej skladbi, bi rekli Koala Voce. Ja, pa ne vem, če bi zares tako rekli, ampak mi smo si pa kar dovolili na ta način eno šalo, že kar začetkom plateno. Pa ima ta v italijanščini enak pomen kot Koala Voice v angleščini? Tukaj moram drugače povedati. Tukaj v bistvu je čist zatilno bilo to narejeno, oziroma sem ga prav prosil, če lahko to pove na začetku, zaradi tega, ker je v tem času se začel učiti italijansko in mu je šlo kar dobro že v bistvu. No, sem rekel, da je za začetek tega, da reče v italijanščini, pač ker že itak, pač v nemščini naslov, v angleščini komadi, v hrvaščini, slovenščini in pa smo dali še italijanski začetek. Je pa res, da je pa tudi v bistvu mastering delu Avstralc, ki živi v Italiji trenutno, Maurice Andirolo, nekaj tazga, mislim, da se opravičujem, če sem narobe njegov priimek povedal. No. Tako da je v bistvu tudi njemu malo to tak nek homaž bil. No. Glas koale bi lahko to prevedli, ne? Če bi pa gledali sebe hrvaščine, pa bi rekli, da ste koalino sadje. Ja, vse glih tukaj. No. Je bilo res mišljen bolj tak nepremišljen joke, ker da bi neki ful s tem hotel povedati, vmes pač bi se lahko rekli tudi, da smo se premenovali za ta en single na ta način. No. Tako da ja, pač čista šala. Auf Wiedersehen je naslov vašega novega izdelka. Pravite adijo oziroma nasvidenje? Prej nasvidenje kot adijo, no, se pravi neko ponovno svidenje. Se pravi, nas videnje smo si na ta način spet pač vzeli malo heca. Zdaj ugotovili smo, da smo spet dali nemški naslov glih v času, ko smo se vozili čez Nemčijo proti Nizozemski, tako kot za Wolkenfabrik. Tako da ja, pa nekako, ko smo poslušali komade, pa smo se pogovarjali, kako bi dali naslov, smo rekli, dajmo pač to.
ker je nekako spevno nam zvenelo. Nekako smo vmes imeli še neko tako krajšo pauzico, se nekaj časa nismo videli in je bilo v bistvu nasvidenje do kmalu. No. Nekateri pa razlagajo, da se razhajate, pa da končujete kariero. Mislim, karijere sigurno ne končujemo, razhajamo se tudi ne. Se pravi, so bila pa pač pestra leta. No. Naslednje leto imamo 15 let obstoja, 15 let že koncentriramo oziroma delamo pač vse od konceptualne umetnosti do dejanskih albumov in plat in tega. Tako da mislim, da se nas še niso ljudje znebili. No. Lahko pa tudi o Wiedersehen neko ponovno snidenje oziroma ponovni začetek. Tako, na ta način smo pa v bistvu mi med sabo, no, oziroma saj z Manco, ki smo se o tem pogovarjali, smo nekako rekli, da na tej noti v bistvu delava naprej, kar se tega tiče. No. Zavod je bila Late for the Party, ljubezenska zgodba. Ljubezenska zgodba, ja in ne. Mogoče je tukaj tega zanimiv bilo, no, ker je bil to ta prvi takšen singl, da so na podolgem času ljudje, ki nam zdaj vsega svašta govorijo, pač rekli, da jih malo spomne na naše prve komade oziroma na našo prvo plato. Tako da v bistvu naredili smo ga iz jam sessiona oziroma iz nekih sessionov, ki smo jih delali v Kruščah. Se pravi, dobili smo se v Kruščah za en teden na neki umetniški rezidenci, tako da smo delali zdaj že v bistvu lansko leto, začetek lanskega leta, da smo dali v bistvu ideje na plano, kaj imamo kaj novega materiala, na kak način bi naredili kaj. Tako da v bistvu je to nek jam, pa v bistvu čez neki čas je Manca rekla, da bi vzela nek kos moje poezije, ki je dokaj iz drugega obdobja, no, kar da starejša. Te pa v bistvu povezala med refreni v kiticah v bistvu verze z neko to poezijo, ki je bila. Ne. Tako da ja, ljubezenska zgodba, tako kot so vse naše, ampak načeloma pa v bistvu je pač bilo nek tako malo bolj udaren indie, alter vibe, no, tako nekega tega rock'n'rolla, oziroma mene malo spomne na neke bande ala Stone Roses ali pa kaj tazga, vse kar se samega kitarskega rifa tiče, pa kako sem si v pedal mogel naštimati. No. Naslednja pa ima kar poletne ritme, Sonce pomaranča. Res je, evo, Sonce pomaranča, to je tudi ta prvič v bistvu, da smo si zares upali reči, da bomo probali reggae komad narediti. Tako da tukaj vem, da sta se Zvone, producent te plate, Zvone Kukec, pa Miha sta si vzela dosti časa, da sta v bistvu zvadila bobne oziroma da sta naredila pač nek sound okoli bobnov od začetka. No. Da je malo temu pač šlo, kakor je meni všeč, se pravi nek Tough Lion ali pa pač nek res old school reggae, kar se tiče Marleya, Wailersov in podobno. No. Zdaj, ali nam je ratalo ali ne, pač bo folk sam pač rekel, če mi je všeč ali pa ne, no, ampak načeloma mi rečemo, da je to naš prvi reggae komad. Sonce pomaranča
Sonce pomaranča, Koala Voice z albuma Auf Wiedersehen. Domen prej si omenil, da boste obeležili 15 let delovanja leta 2025. Ja, res je. 2010 smo začeli igrati, oziroma takrat smo spucali naš ta prvi špilplec, pa naredili skupen mail, ki je še vedno naš booking mail, voicekoala@gmail.com. Tako da ja, takrat bo pa zdaj že dejansko 15 let. No. Vmes nismo zares neki ful proslavljali, niti 10. obletnice, ali pa neki smo bili cel čas ali v studijih, ali na turnejah, ali na klubskih koncertih po Sloveniji. Tako da smo se šele lansko leto oziroma predlani zavedali, da že toliko časa obstajamo, oziroma da se je že toliko stvari spremenilo, pa da so zdaj že in neki novejši bendi in da so neki bendi že pred nami kar nekaj časa bili. Ne. Tako da ja, naslednje leto bo 15 let. Sedaj si pri pripravi intervjujev malo pomagam s umetno inteligenco in moram reči, da pri opisu v kopilota Microsoftega Koala Voice takoj vrže, da je to slovenski indie rock band. A res? Super, Ja. Nisem vedel. Ker ponovadi iščejo pa vse druge povezave najdejo, tokrat pa v prvo. No, evo, pa Tako da vidim, da vas že umetna inteligenca pozna. Pa že moramo biti zaresni. Ne? Ne na zadnje, v teh letih imate tudi kaj pokazati. Ja, to je pa tudi res. Pač v bistvu v tem času vsemu smo pa imeli pač in nekih resničnih nagrad, ki smo jih dobivali od Zlatih piščali do pač v bistvu nekih hudih izkušenj, do dejansko tudi nekega feedbacka od ljudi, ki jih srečujemo pač na koncertih, ki nam v bistvu povejo, ali da so odraščali z nami, ali da so nas zdaj spoznali glih ta prvič. Ne. Tako da ja, moram reči, da je kar bilo zanimivo in polno življenje za nek band iz Zasavja. Ne na zadnje pa ste ves čas tudi v isti postavi, kar je zanimivo, kar pomeni, da je zelo dobra kemija med vami. Ja, mislim, tukaj, veš, glih tukaj je recimo mogoče neka stvar, ki zdaj večino intervjujev delam jaz, tako da je mogoče malo nefair, ki stokrat povem eno in isto zgodbo, ampak Miha in Tilen, naša bas in boben sekcija, sta itak brata, tako da da se morate zastopiti. Ampak je pa res, da smo pa v tem času spletli neke vezi, ki so celo močnejše od naših super egov. Se pravi, teh egov, ki se ustvarjajo pač v tem, kaj igramo ali pa ustvarjamo, no? Oziroma pač vsak prenese neki noter in pač nadaljujemo potem to pot. No? In smo tudi iz tega spletli pač neko vez, ki se pravi, da je skoraj da že malo nadprijateljsko, no? Če je sploh možno. Verjetno ima tudi vsak svoje glasbene poglede na ustvarjanje, kako potem se skupaj to usklajujete po tolikih letih. Ja, s ful veliko pogovorov, oziroma z ustrajanjem takrat, ko ima nekdo zares neko rdečo nit, kaj hoče povedati, da se pač proba to upoštevati oziroma okoli tega nekaj narediti. Da vsak proba obvladati tisto, kar mora sam narediti, se pravi svoj inštrument, svoje stvari, pač nekako, da nosiš in težo samega sebe, pa istočasno je pa pač lahko kar nasplošno rečem to, no, da se mi zdi, da z leti sem ugotovil, da ekipa je dobra, takrat, ko vsi skupaj delajo za to, da bo tudi ta drug mal od tega imel, ne. Se pravi, ne, da samo vsak zase kot za posameznika skrbi, ampak dobesedno pač delaš še za nekoga zraven v ekipi in kar naenkrat cela ekipa raste oziroma se neki cilji realizirajo, no. Tako da tudi za to plato, ki je bila do zdaj, moram reči, ena od najbolj takih, smo rabili največ nekega, kako bi rekel, neke energije noter devati, zato da je sploh bila narejena v primerjavi s prej. Ne? Recimo tokrat smo prvič posneli vse skupaj tudi na ta način, da se nismo cel teden zaprli skupaj, ampak da recimo smo najprej naredili grušte, se pravi neke osnove komada, če izvzameva to, da smo bliže skupaj na teh, ko se neko že na rezidencah, kjer smo pač ustvarjali džeme, smo pa v bistvu prišli v studio v Ljubljano, v studio Transformator k Zvonetu, mu pokazali, kako bojo komadi načeloma stali in pa v bistvu cel teden bili na snemanju. Prvo so se bobni posneli, bil Miha za sebe tam, potem se je bas posnel, bil pač Tilen Balkane za sebe tam, a pa sem pa še s kitaro posnet, potem pa v bistvu še z Mancov, no sva pa v bistvu in Tilen in jaz bila malo še tam z njo, tako da smo še kakšne stvari dodatno naredili od back vokalov do nekih drugih linij še. No. Tako da je, zakaj to razlagam, da je razlika od recimo plate prejšnje, ker smo bili pa 14 dni v nekem klubu Ajdovščina baza, pač zaprti in tam jedli, spali, ustvarjali. V bistvu se pravim, to sem že neparkrat zdaj rekel, ampak ko si nekaj posnel, si mogel čez cel ta bivši vojaški kompleks iti gor v zgornjem studiu k Staško Kotniku, da si nazaj poslušal, kaj si posnel, ne, se pravi, da si do treka še enega imel pač ene 5 minut, da si že malo premislil, pač kaj pa, kako boš naredil. Ne. Tukaj je pa v bistvu vse bilo ful na en tak bolj umeren način, no, in tukaj pa tudi siguren, glih včeraj je bila neka zanimiva recenzija te naše nove plate, objavljena v enem časopisu, da se sliši en komad kot Don Mentoni Band, ne, mogoče zaradi tega, ker je bil v bistvu producent te plate nekaj časa tudi pač pri Don Mentoni Bandu zraven, poleg Sokolov, poleg banda Elektrike in še enih njegovih drugih projektov. No. Pa en moj kolega je zelo dobrega opisal, Zvone Kukec, da je vitez neke slovenske glasbene scene, no, in se mi zdi, da nekako svojo prezenco to zapisuje zares. No. Na koga pa vleče skladba Windows,
ki je sicer minimalistična balada. Res je. Windows je en od komadov, ki jih je Manca napisala. Zdaj mogoče malo nefair rečem, ampak se mi zdi, da je krno, da osnovni kitarski riff je ful podoben enemu mojemu komadu Ljubezen mojega življenja, ki je pač si ti ljubezen mojega življenja v vprašanju, ne? Ki je še v sklopu mojih komadov slovenskih 5, ki sem jih nekoč naredil, ki so mogoče malo zanalaš tako patetični, veš, takrat mi je patetika ful sedla, ne? In pol ne moram reči, da je direkt povezano, ampak me spomne sam kitarski riff, medtem, ko samo besedilo, pa kako ga je Manca odpela, je pa v bistvu Manca sama naredila, ne. Enkrat nam je poslala komad, kar prek maila v bistvu, ki se je posnela na telefon in rekla, evo, jaz sem tole naredila, kako se vam zdi, so bili tako super. Jaz sem takrat še rekel, da se mi zdi, da na temu komadu ne bi nekih ful stvari dodajal, da mi je pač glih ta minimalizem ful lep. Tako da pa smo v bistvu nasneli sam nekih osnovnih malih stvari od spodaj, se pravi neko podlago še zraven. Na basu mislim, da je Tilen naredil, plus backa je Tilen odpel še, ne. Tako da sam komad oziroma ideja in pač čustva so v bistvu manjšina v tem primeru, no. Tako da je malo nefair, da jaz za njene komade govorim, ampak ja. It starts with the wind or windows. The sky was heavy, storming, but made no sound. The storm reflected on my neighbor's window. They didn't seem to mind, for you see, they're never in a hurry. They always take time to stare at the stars, and they're holding each other so tightly as they drift upon the night. First few raindrops were like stolen kisses. Electric. The first few raindrops were like stolen kisses. Electric. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. The first few raindrops were like stolen kisses. Electric. The first few raindrops were like stolen kisses. Electric. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. And I don't know how to make friends anymore. Auf Wiedersehen je novi album skupine Koala Voice, Domen z mano vodaje Radioaktivno. Umetna inteligenca pravi, da ste izdali 5 albumov, čeprav pa lahko rečemo, da ste jih tudi 6. Res je, še ištekane verjetno misliš, ne? Tako. Ja, res je, ištekani so tudi studijski. Je res, da ga nismo mi izdali, ampak ga je v bistvu potem RTV Slovenija v tem primeru, če se ne motim, ne? Je pa res, da smo pa takrat nekako naredili tako. V bistvu takrat nihče od nas ni pričakoval sploh, da bomo dali v enem letu 2 plati ven, ker na začetku leta so išli ištekani in takrat smo v totalnem secrecy oziroma popolni skrivnosti posneli še v Horsija. In ga takrat decembra pa izdali, pač brez da bi komorkoli povedali, tako da smo takrat v enem letu dali 2 plati ven, ja. Ko smo bili vsi presenečeni, tudi jaz. Ja, evo, super. Me veseli, da je uspelo pa. Pa namreč zato je ta album Who Horse pravi umetna inteligenca, da je to korak naprej. Možno, če ne drugega je bil na njemu eden od večjih singlov naših, se pravi, to je vse tako lepo
lepo, ker najprej sploh nismo planirali, da bo na plati. Pa v bistvu, ko smo vse posneli, smo pa še tega na koncu namestili za ta zadnji komad. No, in je v bistvu, moram reči, da je eden od komercialno bolj uspešnih komadov naših trenutno. No. Domen, če rečem, da vas tudi označujejo kot veseli indie punk, kako bi komentiral to oznako? Ne bi me zmotila niti namen. No. Tako, ker sama muzika, po mojem, glih to pri nas je neka ta kontrastnost mogoče, pač v samih besedilih, kdaj pa kdaj in potem pač v sami muziki. Tako da meni se zdi pač prav v redu opis veseli indie punk, če si rekel. Tako, ja. Tudi v bistvu več kot 10 let smo tudi bili independent, ne, kar indie v osnovi pomeni. Se pravi, da nismo imeli pač nekega zaledja založb podzadaj ali pa smo v bistvu vse delali independently, pač samo iz nas. Ne. Tako da ja, super, meni je ta opis skoraj da mogoče malo lepši kot ta oksimoron disco punka. Ampak ja, evo, super. K temu je potrebno dati še to z nalezljivimi melodijami. Super, hvala lepa. Kaj pa misliš, kaj pravi umetna inteligenca, katere so vaše najbolj popularne pesmi? Ja, mogoče bi Katere tri bi ti izpostavil, da vidim, če boš katero zadev? Ja, zdaj najbolj popularne bi rekel The Go Disco. Tu je vse tako lepo. Za to tretjo, kjer bi pa to tretjo v bistvu rekel? Ja, veš, moram reči, da je iz izkušenj na koncertih, ker nam trenutno moram reči, da je zelo lep feeling, da nam v bistvu pojejo naše komade nazaj, bi pa jaz rekel Sierra, sam nisem pa siguren, če bi se računalnik strinjal. Se ne strinja se samo z Go Disco Go, potem je izpostavil kot Vertigo in še Vukove. Aha, ja, v bistvu evo, bi tudi lahko, ja, se strinjal. Lepo. Čeprav pa si prej omenil dejansko verjetno največjo uspešnico, ki je v slovenščini z albuma Who Horse. Ja, tu je vse tako lepo, je zaradi tega, ker se pojavil ful veliko tudi v slovenskih serijah, filmih. V bistvu je bil to naš drug slovenski komad po Vedah premikanja. In Veda premikanja pač so mačkam bolj melanholičen, tak težek komad, oziroma že sam message je noter drugačen. Tukaj pa po mojem, da pač je zaradi samega tega slogovnega, no, da tu je pač vse tako lepo. Zaradi tega se to zapisalo. Je pa res, da tudi Vukovi dobivamo ful veliko lepega feedbacka nazaj in na live koncertih in od folka, tudi onkraj naših meja. No. Vertigo pa je pa mogoče tudi eden od mojih ljubših komadov naših. No. Bova pa se sedaj tudi predstavila v srbo-hrvaščino Nema na čemu bo naslednja. Ja, evo, to je spet eno besedilo, ki ga je Manca napisala. Tukaj mogoče kaj bi bilo folku zanimivo, iz samega snemanja, da je bil Tilen na klaviaturah oziroma na synthesizerju, tako da sem osnovno bas linijo odigral jaz na začetku. Pa na samem snemanju smo pa rekli, da pač greva vse narediti, tako bom jaz vzel še enkrat kitaro, čez kitare sploh ni bilo v tem komadu moje, ne, se pravi nekega solo ali pa ritmičnega zraven. Tako da pa pač Tilen vzel nazaj bas, naredil pač neko svojo verzijo, pač te bas linije, ki je bila v osnovi noter. In pa smo naredili ta komad, no, ki se pravi, besedilo je manjčino, se mi zdi, da ga razumem, zakaj je takšno. Me pa zanima, kako se bo folku zdaj. Jer mi ne znamo kuda pa i
Nema na čemu in Koala Voice, to je dejansko fraza. Nema na čemu, ni zakaj, Ja, ja. ni zakaj. Hvala lepa, ni zakaj, ja, res je. Auf Wiedersehen je naslov vašega 5. oziroma 6. albuma, 10 pesmi, ste dali nanj 4 od teh že poznamo kot single, kar pomeni, da verjetno lahko pričujemo še kakšno skladbo kot single. Ja, če bo vse posreč, sigurno, mogoče tudi dokaj kmalu, no. Zdaj tukaj marsikdo, ki govorim o tej plati letos, ne razume, kaj hočem povedati, kar rečem, da smo letos malo drugače naredili, ne. Ponovadi je zmer tako, najprej planiraš, kako boš naredil plato, pač narediš koncept, se zmeniš, kje boš snemal, kako boš to posnel, napišeš vse komade, posnameš in pa v bistvu celo leto živiš vse, kar si že doživel do tega momenta, da si to naredil. Tokrat smo drugače naredili, smo v bistvu vse posneli, dali plato ven, se pravi, plata se že da kupiti in na vinilu in CD obliki oziroma digitalni obliki. Vmes lansiramo video spote kot single, ne, kot se pač v bistvu v tem času pričakuje od artista. Vmes smo pa zdaj regijske koncerte, se pravi, šli smo na cross country turo v Sloveniji, potem, ko smo se vrnili z Nizozemske lansko leto, no, smo pač rekli, da gremo pa zdaj spet po klubih in smo zdaj v aprilu šli že iz Raven na Koroškem do Črnomlja, do Kisovca, do Kranja, zdaj gremo naprej še, zdaj res glave govorim. Verjetno vse sproti na družabnih omrežjih. Vsi koncerti, ja, so trenutno na družabnih omrežjih, gor v Tolmin gremo recimo, oziroma smo bili pred kratkim, no. Tako da potem konc leta bomo naredili pa večji koncert v Kinu Šiška, 18. oktobra, kjer bomo pa v bistvu videli, pač, a si je folk zapomnil, kjer je v tej komadu, oziroma so imeli dejansko nek resen impact na ljudi, ne. Kaj zdaj glih spet iz nekih recenzij, ki zdaj le poslušamo, se ne moreš vedeti, da se bo nek komad prijel ali pa bo ljudem všeč, pač imaš mogoče kdaj za kacga pač občutek, ta pa je mogoče malo bolj ljudski, ta pa je malo bolj napev ali pa kukorkoli, ampak ni to nek naš plan, da zdaj bomo pa to forsirali, ne. Tako da zdaj smo pa rekli, ja, da gremo narediti pač regionalno turnejo po Sloveniji, vmes gremo verjetno še do Makedonije in Srbije, verjetno nas čakajo še ne par poletnih festivalov, zdajle konc tega pač kao koncertnega leta bo pa potem 18. oktobra v Kinu Šiška, kjer bomo pa pač naredili en večji koncert, kjer bomo verjetno igrali pa tudi celo plato v celoti, ki jo do zdaj še nismo zares, ne. Smo pač nekako naredili nek dramaturški trikotnik našega seta, 5 plat, kako pač to odigrati, to je zdaj več kot 3 ure že koncerta, ne. Tako da v bistvu pač igramo še zmer nekaj naših starih komadov. Bomo pa videli, mogoče se pa še celo kaj novega zgodi do oktobra, no. Ste že kot Bruce Springsteen, ki igra 3 ure plus. Ja, ne, dejansko ne, zdaj najdaljši koncert, ki smo ga imeli še vedno, je bil 2 uri, tudi zaradi tega, ker je kar intenzivna glasba, oziroma pač, ko smo live, tudi od ljudi dobimo nazaj, je malo drugače kot studijski posnetki, drugačna energija, krož, bolj več je tudi pač plesno mogoče vse skupaj, oziroma bolj na glas tudi, ne. Tako da pač efektivnega se hecamo, da je zdaj tam nekje ura pa pol, maksimalno 2 ure, pa že tudi folk rab malo počivati, no. Reče pa zanimiv koncept, ne prelansiraš skladbe, ponovadi je tako, da je promocija usporedno, oziroma neki večji koncert usporedno z izidom albuma, vi pa imate malo drugačen koncept pri tem albumu, ne? Res je. Je pa tudi res, da smo pa naredili poslušalnico. Jaz sem si želel, da bi mi smo v Kinu Šiška dosti veliko nastopali, pač delali smo vse od gledaliških predstav do nekih manjših koncertov, nismo imeli pa še nikoli samostojnega koncerta, tam zmer so bili v sklopu nekih praznovanj ali pa predskupina ali pa kukorkoli, ne. Mislim, da največji naš event tam je bil njihova 6. obletnica, ko smo igrali mi, pa Murphy, pa No Air. Tako da sem nekako rekel, da tudi ko bo plata vam prišla, da bi naredil v Kinu Šiška poslušalnico, kamor so bili pač povabljeni v bistvu pač bolj, ne vsi mediji takrat. Istočasno smo pa tudi folku povedali, da danes se bo od te ure pa do te ure se bo vrtela naša nova plata, tisti, ki bi jo rad slišal, preden bo prišla ven, lahko pride pač v bistvu dal od spodaj v kafeterijo poslušati, ne. Tako da neki folka je prišlo, pač vse smo pa naredili v bistvu istočasno medijsko ful odmevno, ampak istočasno ful alternativno. Zdaj pa je folk to razumel na ta način ali ne, je drugo vprašanje, ne. Tako da smo rekli, ja, 13. maja je prišla, se pravi 2 dni preden smo jo uradno releasali plato, se pravi 15. ne. Smo mi že v bistvu naredili poslušalnico v Kinu Šiška, potem pa 18. oktobra bo pa pač dejansko ta proper špil, ne, ker takrat smo gor na vrh samo 2 komada odigrali, tako malo za pokušino, zdaj gremo pa v bistvu zares, ne. Prvič so lahko slišali poslušalci studijske izdelke, sedaj pa slišali live izdelke. Tako. Naslednja bo Tebe imam rejši od drugih. To je tudi spet eden od ful lepih komadov od Mance. Recimo, to je mogoče zanimivo, da ko smo ta komad prvič posneli, je bilo spet v Kruščah, temu Artist Retreatu, se pravi na tej rezidenci, kjer smo začeli pač govoriti sploh o novi plati, naši 5. In takrat sem nekako fehto band, če lahko prinesemo vsi sabo stvari, da imamo lahko en 8-track recorder gor,
se pravi z mešalno mizo z 8 vhodi. Tako da je tudi Miha v bistvu posnel vse demote na električne bobne, ne? Se pravi, da sva lahko pač dobesedno, sem lahko jaz tam sam vključil noter, vse nekako poštimo levele. Tako da takrat ta prvi tek, ki je bil narejen, v bistvu nisem niti šanse imel kitare zraven igrati, ker sem še levele postavljal. Tako da spet, besedilo je manjšino, sama struktura, kako komad teče, smo jo skupaj naredili, je pa istočasno tudi, mislim, da edini komad, oziroma, Windows je tudi res tako, ampak je eden od redkih komadov naših, da jaz v bistvu sploh ne igram zraven, čeprav je ena menjava v refrenu moje. Ker sem slišal v bistvu, kako sta se bas pa kitara menjavala, manjšina se neko, jaz tukaj ne slišam, da bi rabo neki zraven devat, oziroma to, da ni bilo zares kitare, mi je celo naredil pač malo bolj alter komad takrat. Ne. In je bil v bistvu tudi že eden od singlov, ko smo ga zdaj pred kratkim izdali, z eno novo meško ekipo, ki so snemali video spot, Nate Smodish pa njegova ekipa. No. Tako da, to je bil naš, mislim, da 3. singl iz te plate. Domen, kako pa ste si na albumu Auf Wiedersehen razdelili avtorstvo? Ponavadi vse, kar snemamo mi, pač ni nekih drugih ljudi, ki bi zraven prišli, tako da pač smo v bistvu in avtori in izvajalci vsi. Tako da tudi komade načeloma, ne glede na to, kdo jih prenese, se nekako potem od vseh nas pričakuje, da pač se vsi trudimo za ta komad naprej, da se dogaja vse od takalih pač PR zadev, rečva temu, do besednega pač snemanja. Ne vem, trenutno, če boste naročili plato, je bo najverjetneje, če boste naročili pač prek spletne strani, je bo verjetno nekdo od nas vam poslal. Ne? Oziroma najlažji pač za to naredite sicer prek naše založbe pač, in tudi tja pošiljate pač, ne vem, razne pisma in podobne stvari. No, potem oni to posredujejo. Ampak kaj hočem reči, da to nedavnega smo bili pač mi ta indie band, se pravi, da si se dobesedno z nami pogovarjal vse od bookinga do vsega. Zdaj zadnjimi izdelki se mogoče to malo širi ekipa. Ne? Tako da avtorstvo načeloma smo to zdaj vedno delili pač tako, da smo si v bistvu 4 enakovredni člani. Zdaj je to prav ali ni prav, je v bistvu
čisto naša stvar, no, zaenkrat. Je pa res, me je pa en kolega opozoril za določene stvari. Na tej plati je spet ene par mojih komadov, ki sem jih jaz vmes že izvajal in tudi pač so bili nekako planirani, da bi bili na moji plati. In zaradi tega, ker obstajajo že pač iste verzije tega komada, so tudi v bistvu že prijavljeni, ne? Tako da je v bistvu tokrat prvič, da smo naredili, kako lahko bi skoraj da ne rekel cover enega mojega komada, to je pa Kam gre sreča, kam greš ti. In to je prvič v bistvu, da je to pač moj komad, ki si pa zdaj v bistvu delimo aranžma na 4 enake dele, zaradi tega, ker smo pač ekipa. Besedila na tem albumu so v 3 jezikih, Ja, res je. čeprav prevladuje slovenščina. Res je, ja. Tukaj je pa ta stvar, ne, da smo v bistvu skoraj na vseh platah do zdaj imeli, to je ta prva plata do zdaj, da nima inštrumentala gor, ponovno smo zmer še inštrumental gor dal. Jeziki pa ja, se prepletajo tako, kakor se pogovarjajo oziroma kakor potujemo. Ne. To je recimo smešna stvar. Nismo rekli, zdaj bomo naredili, zdaj ne vem, če je še vedno primeren izraz srbo-hrvaščina oziroma ali srbskem ali hrvaškem jeziku komada zato, ker bomo šli v Srbijo ali na Hrvaško, ampak ker smo v bistvu se vrli ponavadi s tem in smo pač nekaj stvari tam doživeli in so se potem te komadi napisali na ta način. Ne. Tako da zdaj je ful smešna stvar, ne, ker se vidi, da je ful veliko muzike trenutno odzuni, ful veliko uspešne muzike in so se tudi neke te iste stvari, ki so se 10 let nazaj alternativci ali mainstreamovci pogovarjali, ja, to pa ste zaradi tega naredili, se še zmer iste stvari pogovarjajo, sem zdaj bi pa počasi že lahko bi bile logične, ne, da če hočeš iti v tisto okolje, pa tam delati, moraš v tistem okolju tudi pač biti, ne, zelo težko bomo mi zdaj iz Slovenije ali pa še hujš iz Nizozemske ali pa v končni fazi iz New Yorka delali pač komade za srbski trg ali pa hrvaški trg. Medtem pa se mi zdi dokaj organsko, da če smo 1 teden, 2 tedna, 3 tedne nekje na turneji, pa da se tam pogovarjamo z lokalnimi artisti ali pa poslušalci, da pol to se nekako zapiše pač v naš izdelek naslednjič, ko se menimo v komado ali pa kakorkoli, oziroma nema na čemu smo sigurno velikokrat več slišali v živo, preden smo si izmislili ta stavek, tukaj si sam rekel, da je to že v bistvu nek izrek. Ne. In nazadnje pa danes, če tudi igrate v tujini v slovenščini, ni nobena težava. Če pogledamo na primer Joker Out, ki so slovenščino ponesli v Evropo, Ja. pa ni neke težave. Mislim, to je zanimiva stvar, nam se je to že isto zgodilo, 2-3 leta nazaj, preden so zdaj bili prvo kot prvo vsaka čas Joker Outom zelo dober furajo, ker delajo, jaz se jih spomnim, ko so bili eno leto za nami na Špiligi, tako da moje dojemanje njih je malo drugačno, kot mogoče nekdo, ki jih je zdaj začel spoznavati ali pa ki jih je videl glih zdaj, ker res harajo po Evropi. Ne. Ampak recimo v Španiji, ki smo mi bili, nekje 2018-2019, smo imeli 14-dnevno turo po Španiji do Portugalske pa nazaj, se nam je tudi že to zgodilo, da v bistvu so tu vse tako lepo nekje po tretjem koncertu nam nazaj peli. Ne. Tako da je res, pa tudi recimo v Rusiji, ki smo bili, oziroma gor pač bolj vzhodna Evropa, ki smo se pogovarjali pač na kakšen način tam dojemajo muziko, imajo ful veliko muzike v njihovem matičnem jeziku, skoraj da več kot v angleščini. Medtem ko v nekih drugih državah, dobesedno Nizozemska recimo zdaj, to so se vse fakti, ki sem jih jaz doživel, ne pravim, da je pač nujno tako, ampak pač iz svojih izkušenj govorim. Na Nizozemskem trenutno, da nimajo veliko nizozemskih govorečih bendov, oziroma pač bolj ka ne igrajo v angleščini in se jim to pa nekako obrestuje oziroma na ta način koncentrirajo. Ne. Je pa res, kar si pa izpostavil, ja, da pa zdaj Joker Outi, kolikor slišam oziroma kolikor sem videl, imajo v bistvu ful publike po Evropi in dejansko slovenščina zveni oziroma odzvanja v polnih dvoranah. Ja. Naslednja, Kam gre sreča, skladbo si že omenil, gre pa za duet, če prav poslušam. Ja, zdaj duet ali ne duet, to so neke interne šale, ki jih imamo z Mancom, mogoče tudi, ki izhajajo iz enega filma, Dewey Cox je naslov, ki je nek tak komičen biopik, tako da bi gledal od Ray Charlesa film ali pa kaj podobnega, no, oziroma več, ko veš v glasbenem svetu, bolj so smešne te stvari, ki so noter, oziroma te skeči, ki so noter v filmu. Tako da ja, jaz sem imel ta komad, vprašal sem band, če bi ga imel, oziroma če bi ga naredili v sklopu tega, pa smo mes malo pozabili na to, no, tako da pa na koncu, ko smo imeli že vse posnet, so mi v bistvu rekli, da gremo res še ta komad zdaj narediti nekako. Ne. In je smešen, ko smo ga na koncu zapisali kot nek semi-valček, ki sicer ni bil v začetku mišljen kot takšen. No. Imam pa noter prostor, ker sem pa lahko v bistvu odsuliral, ker imam kot kitarist pri našem bandu dejansko zelo malo prostora za solaže, oziroma pač rečeno, tukaj noter je šansa za si nekaj izmisliti, tudi tuk pa do tuk pač časa. Ne. Zelo redko je pač ono, da bi zdaj pa soliral cel komad ali pa nekaj tacga naredil. Ne. Tako da to, in duet se je začel tudi iz tega, v bistvu, ker sem jaz pilotski posnetek naredil, kako gre komad, ne, kako sem si ga zamislil, pač melodično, z vokalom, ne. Sem ga v bistvu prvič tako posnel, pa v bistvu s časom smo pa začeli govoriti, kaj pa če bi naredili duet, ne. In tudi to, da sem Manca šel v drugem modelu zdaj noter v klop, je bila pol stvar miksa, ne, oziroma tudi nasnemavanja Mančinga vokala, pa ki sva lovila harmonije drug od drugega. Je pa tudi res, da prejšnja leta, se pravi tam nekje 2020, 2021, smo imeli pa dosti koncertov tudi skupaj z Manco, se pravi, da sva
sva v dvoje prišla na koncert, igrala malo Koala Voice komadov, malo mojih komadov, ne. Tako da je že tukaj mogoče prišel malo bolj organsko do tega, da je tukaj pa zdaj kvazi duet bil narejen. Kam gre sreča, kam greš ti? Kam se ti tako mudi? Kam gre sreča, kam greš ti? Kam se ti tako mudi? Kam greš vsakič, ko greš mimo? Pripravljen na pozitivo, a vendar pa meni se zdi, da dolžen sem vprašati, kam gre sreča, kam greš ti? Kam gre duša, kam telo? Je res vse tako hudo? Kam gre duša, kam telo? Zakopala sva v mirno zemljo. Veš, vendar pa meni se zdi, da dolžen sem vprašati, kam gre sreča, kam greš ti? Kam gre ptica, kam pero? Jo veter ponese, kdaj domov? Kam gre ptica, kam pero? Poslala sva vse v širno nebo. Vendar pa meni se zdi, da dolžen sem vprašati, kam gre sreča, kam greš ti? Domen iz skupine Koala Voice z mano, Auf Wiedersehen album, ki ga predstavljava. Omenjaš izdajo na raznih nosilcih zvoka, LP, CD, potem verjetno vse streaming platforme. Ja, res je, ja. Zanimivo je tudi, da bi bila plata kot LP ponatisnjena. Res je, ja. To je bilo prvič, da se nam je to naredilo uradno v bistvu, da je Nika, založba Nika, s katero smo izdali plato 2020, da so rekli, da smo prišli do tega, da lahko naredimo ponatis, če naredimo nek special edition, tako da v bistvu je zdaj ta nova vinilka in rumene barve noter, kaj je, ne. Tako da smo bili v bistvu kar ponosni, da je bilo prodano v tolikih izvodih. Zdaj leta nova, Auf Wiedersehen je pa tudi, najprej smo jo izdali na CD-ju, pa digitalno, zdaj bo pa, mislim, da glih 15. maja, da jo bomo imeli tudi mi fizično pri sebi, zdaj prednaročila se že pobirajo lahko. 16. maja imamo pa v bistvu podpisovanje v Big Nose, to je v Ljubljani je ena prodajalna plat. Imamo v bistvu tam organizirano podpisovanje vinilk za ljudi, ki jim to kaj pomeni, no, da lahko v bistvu pridejo tja, tam na licu mesta, kupijo plato, mi jo podpišemo, se pač malo pogovarjamo o tem, kako so te plate pač prišle, oziroma kako je sploh prišlo do tega, da so tam, no. Je pa res, da ja, to je zdaj v bistvu imamo Volkan Fabrik je na plati, vinilki tudi.
plata in pa zdaj še v bistvu Auf Wiedersehen 3 plate imamo na vinilu. Skoraj vse že. Skoraj vse, ja. Smo razmišljali, da pol čez nekaj časa, da bi verjetno še Kangaroo Neighbor naredili čist sam zaradi tega, ker smo se zelo zabavali, ko smo snemali to plato, ne. Oziroma je to res naš prvinski navdih bil, kako smo naredili sploh Kangaroo Neighbor takrat s Petrom Deklevo v kleti grada Kodeljevo. Tako da smo rekli, da bi čist sam zaradi tega, no, ker nam pomeni te stvari, da bi imeli še to pač zapisano na vinilu, ampak bomo še malo počakali, da bo čas ta prav, oziroma zdaj ta prva stvar je tale Auf Wiedersehen, da zrihtamo do konca. Kakšni pa so odzivi na izdelek, tudi na streaming platformah, je tudi kaj iz tujine? To bi mogel reči, da bi mogel pogledati. Trenutno nimam toliko, ne vem, ne gledam toliko, kaj se dogaja v tujini na takšen način. No. Imamo sicer poslušalstva kar neki, tudi iz drugih držav, vse od Bolgarije do Anglije, do Argentine, ne vem, marsikaterega kraja. No, pozna se malo, da se v marsikater kraj nismo že dolgo časa vrli, ne. Recimo bili smo tudi gor pač Tallinn, se pravi Estonija, Litva, Latvija smo včasih igrali tudi gor, pa Slovaška, Madžarska. Zdaj že nekaj časa nismo zelo tam koncerta imeli, vmes je bila korona, vse te stvari smo zelo težko v bistvu potovali na te neke daljše ture. Tako da ja, zdaj smo v bistvu dobili feedback vse posodno, ne vem, zdaj pred kratkim so nas povabili v Makedonijo, tako da gremo nazaj v Makedonijo na koncert, vmes se ustavljamo še v Novem Sadu, v Boulevard Buksu, pač v nekem placu, ker smo se zelo radi tam v bistvu ustavljali, kadarkoli gremo na pot malo daljša. Tako da ja, moram reči, no, da kar iz marsikje dobivamo zdaj nazaj feedback. Recimo Late for the Party, kakor vem, se je na BBC Radio zavrtel vsaj enkrat. Tako je nekako tudi iz tujine pač neko zanimanje oziroma se posluša naša muzika. No, zdaj koliko pa je tega, pa zelo težko rečem, ker pač mi itak tudi med sabo, ko se pogovarjamo, pa je ono tako in kaj bi rad igral Stožice, pač noben od nas zaenkrat ni še ful, ja, da gremo Stožice delati, ne, ampak je ono tako, lej, gremo pač ta prvi klube, recimo tukaj smo se ful dobro imeli v Unterhundu in to smo iskreno še zmer kar dokaj alternativen band, ne glede na to, kako nas marsikdo dojema ali pa kakšne so zdaj recenzije iz vseh različnih krogov. Veš, po drugi strani pa tudi tako, pač potem, ko promoviraš pač te razne stvari, se vstavljaš vse posod, ne, od nekih televizijskih intervjujev do pač nekih entuziastičnih radicov, ki pač imajo radi te stvari, ne. In je pa zelo težko nekako reči, mi smo pa tole. Ne, ali pa pač nekako tudi samo sebi reči, ja, jaz sem pa zdaj alternativno ustvarjalec, ali pa jaz sem pa zdaj indie punker, ali ne vem kva, ne. Vmes sem še to pač neko solo kariero oziroma svoje koncerte in že tukaj pač pride marsikdaj do nekih smešnih intervjuje, ne, ker se ljudje s tabo pogovarjajo, da so zdaj to 2, 3, 4 različne osebe istočasno, ne. Tako da ja, če ti odgovorim na vprašanje, imamo kar nekaj v bistvu zanimanja v tujini tudi, no, za našo muziko. Super, Nova bo naslednja. Ja. Vejca je vmes. Ja, to je pač nek tak klasičen, se mi zdi, da je kar veliko bandov, ki so na tak način poimenovali svoje komade oziroma demote, ki so jih poslušali, so bili tako, to je pa super, nov komad. Tako da ja, tukaj je spet v bistvu en riff, ki sem ga imel kar nekaj časa pripravljenega za karkoli bomo naredili z njim. Tudi besedilo sem imel že nekako tega, me je preveč, me je premalo, kaj glih to, ne. A te je preveč na radiju, te je premalo na radiju, te je preveč v živo, te je premalo živo, ego tukaj, premalo ega oziroma premalo samozavesti, tudi ni v redu, ne. Tako da smo se tukaj spet z Manco začela pogovarjati, kako je pa sfurala ta komad in so potem nekako besedilo skupaj zaključila, no, na nek tak prijeten način. Naslov smo pa zanalaš potem tukaj postili takšen, no, tako da je spet ta neka malo šaljiva forma, no.
Koala Voice oddaja Radioaktivno, a Wiedersehen album, ki ga predstavljamo, Domen z mano. Opažam, da v zadnjem času vse single podprete z videe. Ja. Nekateri so prav humorni. Ja. Mislim, to je zanimiva debata. Veš, glih na začetku tega leta smo se glih to pogovarjali in sem takrat si upal oziroma drznil reči, da me trenutno res ne mikajo neki videospoti, ko včasih smo se res tudi zelo poglobljeno ukvarjali s tem, sploh z ekipami, ko smo delali, ne vem, za Vertigo ali pa za Spectification ali pa za VD premikanja sploh VD premikanja pa Vertigo smo v bistvu probali narediti neke homaže filmom, kot so Bonnie and Clyde ali pa Tarkovskemu na drugi strani. Na koncu sem si dejansko zamislil, ker smo posneli v bistvu komad. Zdaj pa da naredimo videospot izključno zaradi tega, da ima to neko vizualno podobo, da bo nekdo to laže ali marketiral ali dal na internet, se mi zdi, da skoraj da ne brezvezane, ker v osnovi to vzame majčken fokusa stran od muzike same, ne. Po drugi strani pa se pravi, imamo pa še zmeri radi tudi neko vizualno umetnost, tako da smo rekli, da bo vseeno tokrat, kukar se bo dalo, da bomo za vsak komad naredili neko vizualno zgodbo zraven na tak način, ki je, ne. Tako da za Late for the Party ni AI narejen videospot, ampak je v bistvu en srbski umetnik, ki ga je sam narisal, sam zanimiral, da je potem tako vam prišel, potem za Bigger the City. Je tudi malo težji projekt, kot razgleda na prvo žogo, zaradi tega, ker smo v bistvu videospot in komad snemali istočasno. Zaprav, ko sem se menil za videospot, sem mogel človeku reči, tole bomo snemali, ampak to še ni končen komad. To zdaj, ker ti slišiš, je demo. Ne? In smo z dvema ekipama nismo prišli skupaj, ker niso razumeli feelinga, ki še bo. Ne? Medtem pa potem z Igorjem, ki je pa slišal, da je bil tako, se pravi, jaz pridem tja, vas snemam, medtem, ko boste vi snemali komad, ampak istočasno rabim pa že narediti behind the scenes za to. Tako, ja, točno to. Ne? In je v bistvu potem na licu mesta, ko smo snemali komad, on v bistvu posnel videospot, ki smo ga lahko takrat predstavili. Pa če ne drugega smo lahko pokazali, kako je izgledalo snemanje, ki je bil pa drugje posnet, kot vsi komadi drugi. Sicer v studiu Metro v Ljubljani, zelo blizu našega, tudi Špilplaca trenutno. No. In smo na ta način naredili neko vizualno zgodbo tega. Pol za tebe imam rajši v drugih, mi je Manca rekla, da ima ona neko idejo, kako bi ona rada to naredila. In takrat smo v bistvu smo se dogovarjali z Necom Smodišem pa z njegovo ekipo za nek video, tako da sem v bistvu dokaj odmaknil roke oziroma prepustil idejo Manci, da je spisala, kaj bi rada naredila, se pravi, da smo nekje v nekem takem prostoru, na nekih kavčih, da ga čilamo, če smem reči ta izraz, ampak da v bistvu istočasno pa potujemo po vesolju, kar je načeloma naše turneje oziroma ta live nekako zgleda tako, ne. Oziroma ajde se res, da se vozimo v kombiju, ampak je zelo zanimiv princip tega potovanja, zato da prideš nekam, tam odigraš koncert in izraziš neko čustveno povezavo, kemijo, ki se tam zgodi, je dokaj taka, kako bi, vse veš, kaj mislim reči, po mojem, oziroma tudi poslušalci si po mojem nekako predstavljajo, no. Tako da potem so oni to nekako zanimirali v neko tako zgodbo skupaj, bili smo v neki skoraj 100 let stari hiši, kjer smo to potem v enem dnevu posneli z green screeni in vse skupaj, ne. Pa smo z isto ekipo se v bistvu zmenili še, da naredimo videospot za Vest. To je tudi eden od mojih starejših komadov v bistvu, ki je izhajal še iz časa, ko sem živel v Ljubljani in čisto vsak stanovanje, ki sem ga imel v Ljubljani, bil zraven železniške postaje, oziroma zraven železnica, no. Tako da tukaj sem pa rekel v bistvu Necu, da bi pa rad naredil sam nek tak videospot, ki me mogoče malo spomne na Zasavje ali pa ki me malo spomne na neko to obdobje, ko smo bili mlajši, ko si malo si basket igral, malo si skejtu, malo si se s folkom dobival za bloki, sploh mi blokovski otroci je, po mojem vsi vejo, oziroma pa zdaj kasneje, ko so videli to, ful bolj razumejo, kaj sem s tem mislil, kot takrat, ko sem rekel, da zdaj bomo naredili pa en tak street video. Dejansko mi to najbolj izstopa v zadnjem času, ja. V smislu pozitive. No, evo, me veseli, no, ko v bistvu glih to, ko smo začeli delati zgodbo tega, tako, kaj bi pa imel v tem videospotu, sem bil tako iskreno, kaj bi jaz rad bi rad malo košarko igral, malo bi gledal, kaj folk skate, pa dober bi se imel en dan s normalnega dneva, ko bomo to naredili, ne. Tako da na koncu smo v bistvu, kar se nas tiče, ljudi, ki smo noter nastopili in tudi hvala lepa v bistvu celi družbi iz Novega mesta, v bistvu, kjer smo snemali to, da smo se takrat en dan dobili in to naredili, no. Noter se pojavil še Dale, se pravi Alien, nekod znani kot potem Mrigo, tudi neka rap kult, ikona, še na par skaterjev v bistvu novomeških, pa v bistvu nek folk, ki smo nekako tam ga hangali tiste dan, no. Tako. Predlagam, da kar Vest zavrtiva. Lahko je. Vest mi spet visi nad mestom, nekdo ne da mi spat. Vlak mi vozi, čez to misli, niti ene ne morem ti dat. Spet na pot, me luna nosi, nekam se zgubit. Upam, da tebi naproti, za bloki nekje se dobit. Kdo bo
vest skupine Koala Voice. Kakšna je najnovejša vest, ki jo delite s poslušalci? Ja, po mojem glih ta, da je plata zdaj na voljo tudi na vinilu. V kratkem imamo to podpisovanje v Ljubljani. Drugače pa ja, to je to, naša nova plata, 5. studijska. Vmes pa v bistvu koncentriramo, pa vabimo v bistvu ljudi 18. oktobra, da pridejo v Kino Šiška. Zanimivo pa še nekaj, da ste prvič na naslovnici albuma vi, band. A veš, da nisem sploh vedel tega. pa smo sodelovali pri čisto vsakem, ampak nikoli nisem zares potuhtal na to. Ampak je res, ja. Na nobenem niste, razen na izštekanih delno, naprimer, ampak na ostalih pa vas ni. No, lej, zanimivo, lej. Kako to? Kam zrete na naslovnici? Zdaj so dva različna načina, kako lahko to odgovorim. Pač eden je tak, vse je pač rabilo tako zgoditi, oziroma je tako. Ta drugi je pa ta, da je pa v bistvu Manca tukaj sodelovala z ekipo 2 ljudi, Bora pa Jana, in so v bistvu z njimi je nekako zdizajnirala pač in te rdeče kamenčke, ki so, in sam ta v polskoku moment, ki smo vsi gor na plati, da zgleda, da nas bo glih zdaj posrkalo v neko vesoljsko plovilo, v neko drugo dimenzijo. No. In v bistvu pač je Manca tokrat, tako kot v Horsija, dizajnirala schematsko oziroma grafično, je tokrat v bistvu pač nekako naredila to, da smo prišli tja, da smo se na temu fotoshootingu vsi pač postavili gor. In v bistvu, tako kot si zdaj ti izpostavil, in sam sploh nisem potuhtal, da smo to prvič v 15 letih na naslovnici imeli. Sicer pa več o vas na spletni strani, ki jo imate, pa potem seveda sporedno na družabnih omrežjih. Tako, zdaj najlažje ljudje vidijo, ki imamo koncerte na našem Instagram profilu, zaradi tega, ker večinoma delimo novice o naših koncertih iz profilov, ki pač povejo, kdaj imamo koncerte, pa kje so, pa v kateri uri, in je pač tako najlažje oziroma najbolj efektivno. Imamo tudi na naši spletni strani v bistvu vse svoje nastope, izdelke dostopne, se pravi v Voice Koala, oziroma koalavoice.com, in pa na našem Facebooku. No. Tukaj smo dokaj ažurni, oziroma vsake toliko časa pač pokažemo, povemo, kje smo, kaj se kaj dogaja. Že prej, ko smo govorili o odzivih, si omenil tudi odzive z področja nekdanje Jugoslavije. Našel sem članek na muzika.hr, kjer ste dobili oceno 4,5 od 5. Ja, smo bili v bistvu skoraj ste odlični. Oziroma, če pogledam konec te recenzije, piše idealno, nimam drugih besed. Ja, sem v bistvu zasledil to in sem zelo hvaležen, no, oziroma mi zelo lepo mi prija po izdanem izdelku, da pa če nekoga se dotakne, oziroma da je nekomu všečno. Avtor pa tudi pravi, kdor še ni slišal za skupino Koala Voice, ne ve, kaj zamuja. Bože, tako. Kaj boš komentiral, Domen? Skoraj da bi najraje se vzdržal komentarja in ostal z njegovimi besedami, oziroma prepustil folku, da si poslušajo plato, pa sami pač rečejo, mi všeč ali ne. No. Čeprav pa tudi izpostavi 2 skladbi, izstopa pesem Kam gre sreča kot pozitivna ali pa Sonce pomaranča kot negativna. Aha, ok. Tako sem se jaz razumel. V redu, zanimivo. Negativno v smislu. Po mojem ne vem, ali ne gre v ta koncept mu, ali... Aha, razumem. Se pravi, možno... Mogoče ni preveč inde. Ja, mogoče res ne, glej. Boste jo prearanžirali, pa bo potem bolj inde. Bomo videli, da prvo je rabimo v živo odigrati, da vidimo, kako v živo zveni, pa bomo videli, ali je v redu ali ne. Bo to mogoče tudi kot single? Se zna zgoditi, ampak še ne bi preveč zdaj bil pameten, ker zadnje čase ugotavljam, da več stvari, ki jih na glas povem, jih moram pa tudi realizirati. No. Tako da bom to prvo počakal, da vidimo, kaj se zgodi, ampak imam pa nek dober feeling, da lahko da. Birds of Prey bo naslednjo. Evo, to je pa v bistvu eden od zadnjih komadov, ki smo ga skomponirali skupaj v Kruščah takrat in je bil še najmanj dodelan v bistvu. Smo imeli samo 20-minuten jam 2 kitar. Tako da potem so pa na samem snemanju zapisali, pač, kako se bo zgodil in ga posneli. No. In je, kar se tiče same melodike oziroma nekega feelinga, je mislim, da če se ne motim, eden od ljubših komadov benda trenutno, no, da smo vsi skupaj bili tako, ta nam pa da nek pozitiven vibe. No. Spet je pa besedilo tokrat tukaj manjšino. No. Manjca je na tej plati kar na par hudih besedil naredila, oziroma je prevzela pobudo za marsikako stvar. No. Tako da spet mi je žal, da ni mogla danes ona priti pa ona povedati, no, več kakih teh bolj podrobnih vsebin, ampak evo, od Mance komad. Don't run from me, don't
Domen, Koala Voice ste verjetno ena izmed skupin, ki je zagnala ta novi slovenski bendovski val. Se strinja s tem? Ja. Kajti v zadnjem času imamo kar nekaj skupin, ki je prišlo oziroma prihaja. Ja, res je. Mislim, zdaj, da bi glih rekel, da smo sami mi, težko rečem, da smo No, bili eni sami, njih. ampak smo bili pa eni od teh ljudi, oziroma smo tudi takrat, ko smo imeli šanso reči, to bo pa zdaj vse naše. Rekli ne, da gremo pač to deliti na ta način, da pač imamo šanso. Ne, recimo, glih takrat, ko smo delali ta koncert za 6. obletnico, bi lahko bili v bistvu sami takrat na koncertu in je to, ampak smo si takrat želeli narediti še eno ali dve predskupine. Imeli smo še neke ideje poslušalnic, kako bi dali takrat od vseh ljudi, ki smo tisto leto dali plato ven, od Meter do Hekugardnov, tako kot je bilo včasih, veš, če se spomniš, ko si imel neke slušalke v določenih trgovinah in si pač poslušal, kako je. So na takrat spogledali pač iz Kino Šiške in so bili tako, veste, lahko naredite tako, lahko naredite brez tega, lahko pa tudi ne odigrate. Ne? Tako da pa smo pač ustrajali na tem, da smo naredili pač dve predskupini, ena iz Kopra, ena iz Dolenjske, da smo v bistvu pa tam igrali. Pa so v bistvu vsi te bandi nekako tudi sami na podoben način delali, ne? Se pravi, smo se ful družili med sabo, mi smo bili tudi ta generacija, ki smo si upali delati double billinge v manjših klubih, se pravi, smo bili en band iz tukaj, en band iz, ne vem, Primorske ali pa tukaj iz vaših koncev, pa si lahko v Ljubljano prišel, pa si pa naredil dva koncerta. Mislim, en koncert z dvema bendoma, nihče ni bil zares pred skupina, ampak sta bila dva enakovredna benda ali pa 3, 4 in so tak pač mini festivale delali na ta način. Ne? In je zaradi tega ful neke muzike lahko ful hiter pač prišel do folka samega, brez mogoče tega, kar se je nam zgodilo tudi, pač se pravi radijskega predvajanja, filmskega predvajanja in podobno. Si na ta način lahko tudi gradil nek ta ulični word-of-mouth pristop, ne? Ki so ga tudi, ne vem, profesori bluza so bili eno od teh bendov, ki so vsak teden imeli v Ljubljani koncerte, ker si marsikdo potem kasneje ne more več prvoščiti, ker je zelo težko vsak teden imeti koncerte. Pa smo v tistem obdobju si to dovolili oziroma se trudili celo na tak način funkcionirati. Ne. Tako da ja, zdaj pa res pač kar je na par takih bendov, vse od Kokosijev do Jet Black Diamondsov, folka je ful veliko, ki muziko posluša, kar je tudi pač nezanemarljiva stvar, ne, ki je ne smemo zdaj pozabiti. Mi smo pa zdaj mogoče glih v neki taki najbolj nehvaležni poziciji, ne, zaradi tega, ker pač 10 let nazaj smo bili oni to novi, ki smo prišli, zdaj smo te, ki smo kao začeli ta nek novi val in nam neke te naše generacije rečejo, ja, zdaj pa ne razumete več stanovanjske problematike v Ljubljani, ne vem kaj, ne, ampak si istočasno v bistvu še zmeraj živimo točno to stvar, oziroma se to besedno ukvarjamo z glasbo na ful bolj resen način, kot smo se kadarkoli do zdaj, ne, vse od internacionalnih turnej do klubskega ozračja, pri nas do dejansko konceptualne umetnosti, do studijskega snemanja plat, do homemade snemanja in vsega. Ne. Oziroma trenutno smo celo na tem, da si upamo na poti posnet plato, če bo vse posrečne, ker je mogoče nek zanimiv koncept, ko bomo videli, kako bo šlo. Ne. Tako da ja, da ti nakratko odgovorim na vprašanje. Verjetno smo eden od teh bendov, ja, ki smo nekako bili začetniki tega nekega novega vala, ampak so pa sigurno te glasbeniki znotraj tega vala pač zaslužni za to, da so pa dali vse neko vsebino noter, oziroma neka resnična čustva, resnično muziko, resnične izdelke. Ne. Se pravi, da ni po liniji najmanjšega odpora narejeno, ampak da dejansko da ta nova muzika, ki je do neke mere kvalitetna. Ne samo v produkcijsko, ampak v načinu, kako se dela, sigurno. Po starosti 15 let ste najstniki. Ja, to je res. Evo, tudi po obnašanju, kdaj pa kdaj. Na odru. ja. Album je svež, kot si dejal prej, Auf Wiedersehen ne boste rekli. Kako pa razmišljate naprej? Sedaj sicer si neko idejo že izdal, snemanje albuma kar na turneji. Ja, no, to je mogoče, da sem malo spet prerano rekel, oziroma je to pač neka moja želja, oziroma niti ne želja, ampak nekako, kako bi se jaz tega lotil, oziroma na kak način bi te stvari delal, no. Ker se zavedam, koliko stvari gre noter, koliko stvari pride ven, koliko prostih dni je, ki so lahko prosti dnevi, lahko so pa dnevi, ki jih lahko zelo produktivno preživiš ali pa ponucaš za neki, sploh če je pač želja za delanje muzike. Ne. Tako da ne moram reči, da so to nujno naši plani oziroma plani benda. Mi, kaj delamo trenutno, je to, da pač imamo klubsko turnejo, gremo verjetno pač malo izven naših meja, odigramo par ful hudih poletnih festivalov in potem pa, tako kot sem rekel, 18. oktobra v bistvu Kino Šiška, pa bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. No. Pa še kak single z albumom. Res je, če bo vse po sreči, bo kmalu na voljo še nekaj. In še ena za konec tega pogovora, to bo The Bigger the City, ki je tudi napovedala novi album junija 2023. Tako. S tem smo v bistvu začeli delati novo plato. Glasbeno, kako je bilo narejeno, je bil v bistvu sestavljen iz enega našega jam sessiona, ki ga imamo po mojem že od 2015, ki sicer čisto drugače zveni, kot zdaj je ta končna struktura. In bom uporabil kar manjšine besede, ki mi je rekla, kaj bi rada naredila s tem singlom. Rekla je, da bi rada se počutila, kot da je očistila čopič na paleti za nekaj novega
In smo v bistvu takrat pol to naredili. No, to, kar sem že prej povedal, že za sam video izdelek, ne, se pravi, gremo snemati, ampak dajmo istočasno še posnet, tako da se tudi sami sebe vidimo, kako izgledamo v tem momentu, kako zveni, ko snemamo. In ja, in pa smo v bistvu naredili to in to je bil ta prvi komad, zdaj je potem zaokrožil čez celo Evropo. In tudi v bistvu ta prvič, da smo tudi dobili nazaj feedback, da ja, da je zaokrožil čez cel svet, no, tudi čez lužo do Argentine, do Amerike in podobno, da so vsaj enkrat ga predvajali. No. The Bigger the City za konec. Domen iz Koala Voice, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno, ter auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, hvala lepa za povabilo, uživite. Fuck off. Smo Koala Voice in poslušate Radioaktivno.